Lepo zdrav, Roman, tukaj. Dobrodošli na mojem YouTube kanalu. Če še niste naročniki, vas vabim, da se tudi spot naročite. Pritisnite zvonček, da boste obveščeni o novih stvareh, ki jih bom naložil, pa da podprete kanal z lajkanjem. Danes bi rad z vami malo podelil svoje razmišljanje okrog tega, komu pravzaprav sploh z začetka ponuditi. Zdaj ste se registrirali, ste pogledali materiale, ste pogledali back office, ste navdušeni in zdaj se sprašujete, ok, komu naj pa pravzaprav zdaj sploh povem. V bistvu načeloma se vedno začne vsako omreženje z warm listo, se pravi z toplo listo, z ljudmi, ki jih poznamo. Pravijo za warm listo, da so to ljudje, ki se v 35 sekundah spomnijo, kdo smo mi. Zdaj seveda znotraj te tople liste so različni socialni krogi, se pravi, vedno se vse začne s tistimi, ki so nam najbližji, se pravi, z sorodniki, prijatelji, kolegi, z ljudmi, ki jih srečujemo v službi, se pravi, s tem prvim našim socialnim krogom. In načeloma je seveda najboljš vedno začeti z njimi. Zdaj na tem mestu pa seveda takoj čutim, kako nekateri imajo pomisle, kako nekateri zavijajo zadmi, zato ker razmišljajo, aha, to je zdaj nekom biznis, ki moram zdaj nadlegovati svoje prijatelje pa znance. V tem videu bi vam rad pokazal, kako naredite to na profesionalen način, ker če to naredite na korekten način, ni treba prav nobenega nič nadlegovati. Bomo dal za primerjavo en primer iz klasike. Predstavljajte si, da recimo odprete pizzerijo, da odpirate pizzerijo. Se pravi, potem, ko ste naredili vso pripravo, najeli prostor, ste vse poskrbeli za najmanjše detalje, se odločili, da boste naredili otvoritveni dan, da boste pač naredili eno otvoritveno fešto in koga povabite? Ja, povabite sigurno vaše prijatelje, se pravi, in znance in sorodnike. Se pravi, to, če začnemo nov posel, popolnoma naravno, da se najprej obrnemo na tiste ljudi, ki jih poznamo. Zdaj, kaj pomeni ta profesionalni način? Ja, to pomeni v bistvu, da ljudi kontaktirate, te vaše sorodnike pa prijatelje, pa mi rečete, veš kaj, začel sem en popolnoma nov projekt, jaz sem zelo navdušen, mislim, da ima ta ideja toliko visoko vrednost, da bi siguren jo rad podelil s teboj, ki si moj prijatelj, ki si moja sestra, ki si kdorkoli, a bi si vzel 5 minut časa, pa si to pogledal, pa dal en feedback, kako se ti zdi. Če te zanima, cool, če ne, jaz sem trdno odločen, da pač bom to zgradil, ker je nekaj to, kar sem iskal cel čas. Se pravi, to je nek tak korekten način, nobenega ne proste, ljudi spodbujate, da si ne pogledajo, kaj ste se prav odločili, da boste delali. Se pravi, kje zdaj nastane potem tukaj ta izziv, da ima toliko ljudi občutek, da mora potem nadlegovati svoje prijatelje. Pri tem, da tukaj tudi potem obstane. Se pravi, da ne ponujate svojim prijateljem pa sorodnikom 10krat eno in isto. Se pravi, povedali ste jim, dali ste jim material, da si pogledajo in potem čakate njihov odziv. Lahko jih še enkrat pobarate, čisto kratko si pogledal, ko se ti zdi, in to je tudi vse. Če zdaj se vrne k tej pizzeriji, se pravi, povabite prijatelje na otvoritev in potem pač delate svoj biznis, se pravi, pečete pice in strežete goste. Se pravi, vi za svojih prijateljev ne kličete kar naprej, pa jih sprašujete, ti zakaj pa nič ne prideš v mojo pizzerijo. Smejem se zaradi tega, ker je to res smešno, ker to nam v klasiki še na misel ne pride. Dejstvo je pa, da v omreženju pač nekateri to počnejo in to je sigurno napaka, kar je škoda in za vas in za celo industrijo. Se pravi, če ponovim rezime, popolnoma normalna stvar je, da ko začnemo svoj nov projekt, svoj nov posel, da se obrnemo najprej na ljudi, ki jim želimo najboljš življenj, in potem seveda se odzovejo, kakor se odzovejo, vsak se odloči, ker misli, da je zanj najboljš, in potem jih nadlegujemo, seveda s tem, a so že ali bojo, pa koliko je super, koliko je ne vem kaj. Koliko jih ne kličemo za lokal. Če nas zdaj vprašajo, kako pa gre gošterijem, rečemo super, delamo to pa to, oglas se kaj. Se pravi, če vas bo te prijatelje enkrat v prihodnosti vprašala, še delate live good, jim lahko poveste, rečete, noro, zdaj imamo že 5000 izdelkov, ti pošljem website, si pogled, če te kakšna stvar zanima kot stranko, recimo. Se pravi, rezime, kar se tiče te najbolj tople liste prvega našega socialnega kroga,
Najboljši način, da ljudi ne nadlegujete, je tako, da jih ne nadlegujete, da to izpeljete profesionalno, korektno in ko bojo nekateri hvaležni, tisti, ki se pač ne bojo odločili, greste naprej po socialnih krogih naprej. Se pravi, na ostalo toplo listo ljudje, ki so v vašem telefonskem imeniku, vsak od nas ima, ne bom trdil za vas, koliko imate vi, jaz imam 1200 ljudi v telefonskem imeniku, v e-mail imenikih, na socialnih medijih. Kako se pa komunicira s temi ostalimi, se pravi s tem drugim socialnim krogom, bom pa tle od spod v opis tega videa dal en trening od ene naše sodelavke, na katerem sem bil zelo, zelo navdušen. Jaz sem veliko teh treningov v življenju poslušal, krog povabila, in ta je top 3, kar sem jih kdaj slišal v 25 letih, kar sem v tej industriji. Tako da to si poslušajte. Tisti, ki bi radi še več različnih tehnik se naučili, poglejte recimo na leaderboardu, Eric Johnson je drugi na leaderboardu, Live Goodu, če znate angleško, on ima recimo odlične treninge, seveda pa spremljate tudi moj YouTube kanal za nadaljno podporo in za nadaljne moje tipe, čisto konkretne, kako jaz komuniciram z ljudmi. Vse dobro in uspešen teden vam želim in peace. Čau.